V današnji avtomobilnosti nadaljujemo zgodbo o podatkih, ki jih z vožnjo podarjamo. Tokrat se bomo dotaknili varnostnih koristi tudi s pomočjo povsem zabavnega stroja. No, zabavo in varnost pa bomo povezali celo z inovativnim motociklom. Testirali pa smo švedskega SUV-ja za mesto. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V prejšnji oddaji smo že govorili o podatkih v avtomobilu in kako se ne zavedamo njihove tržne vrednosti in da mogoče nekoč kupimo avto celo zastonj, če bomo te podatke dobro prodali. No, v tokratni oddaji pa bomo govorili o podatkih, ki so za nas, voznike in udeležence v prometu, tako zelo pomembni, tudi z varnostnega vidika, da jih bomo z lahkoto dali celo zastonj. In poglejmo, kakšna so lahko naša pričakovanja glede prometne varnosti, ko bo enkrat prišlo do takega združevanja, kompleksnega združevanja teh podatkov. Ko danes že govorimo ravno o motoristih, poglejmo kar iz enega takega primera. Predstavljajte si, da ste v križišču, pogledate levo, pogledate desno, hočete že speljati, ampak avto ne spelje. Ne spelje zato, ker je hkrati spremljal že nekaj časa, kako iz leve smeri prihaja motorist. Nismo ga še videli, sistem ga je zaznal, točno ve, kje gre, kam gre, kako hitro gre, kje smo mi, kam želimo iti. In nam avto ne dovoli, da bi speljali. Takih trkov je zelo veliko in na ta način, z deljenjem teh podatkov, bomo vsi informirani, kje smo, kam gremo, kako hitro gremo in kdaj se bomo lahko recimo trčili. In tako bomo dosegli z deljenjem podatkov, da prometnih nesreč na cestah mogoče nekoč ne bo več. No, drugi primer, ki bi nam zelo prav prišel, predvsem v poletnih mesecih, pa je ta, kako bi recimo s pomočjo teh podatkov nekdo, ki upravlja s cestami, kontroliral tokove in morda odprl kakšen dodaten prometni pas v eno smer, če vidi, da je takrat cesta preveč obremenjena. No, to so sanje v prihodnosti, poglejmo pa, kako se s tem ubadajo zdaj. Danes govorimo o uporabi podatkov, o samih podatkih, ki nam pomagajo v prometu in zato je na mestu tudi, da vprašamo izvajalca, kako se dejansko s tem podatki da operirati oziroma kaj lahko povedo. To je verjetno sama gostota prometa. No, konkretno na tej karti je prikazan povprečen dnevni promet tovornih vozil na posameznem odseku avtoceste, kar tudi lepo z barvami vidimo, da je ta številke zelo variirajo. Mi pridobivamo podatke o prometu iz zelo različnih sistemov, ki so vgrajeni na avtocesti. Največ podatkov poberemo iz tako imenovanih števcev prometa, ki so vgrajeni v asfaltno površino. In iz teh podatkov dobimo poleg razdelitve prometa na vozni in prehitevalni pas tudi samo strukturo prometa. Torej vemo, koliko osebnih vozil, koliko lahkih tovornih in koliko težkih tovornih vozil je prepeljalo določen odsek. Konkretno recimo med Mariborom in Koprom je samo v letu 2016 v povprečju promet narastel za 5%. Če govorimo morda o najbolj obremenjenih odsekih na primorski avtocesti, je samo tovorni promet narastel za 6%. So odseki, kjer tovorni promet narastel v enem letu tudi za 20%. Ko pa enkrat imate vse te tabele, vse podatke, kako jih pa v realnem stanju potem uporabljate? Kaj z njimi naredite? Ti podatki se v večini uporabijo tako na makrofazi kot na detaljnem načrtovanju zapor. V makrofazi so predvsem namenjeni napovedim za naslednja leta, za neke prognoze, posledično za načrtovanje tudi ukrepov na infrastrukturi, ki bomo morali izvesti v prihodnje. Na letnem nivoju se pa ti podatki predvsem pri načrtovanju zapor uporabljajo za določitev ustreznega tipa zapor na posameznem gradbišču, določitev kapacitet, ki bodo takrat na samem gradbišču in posledično izbere primernega tipa same zapore. Velja povedati, da ta kapaciteta upošteva celotno strukturo prometa, torej ni samo skupna številka, ampak je podatek o deležu tovornih vozil zelo pomemben, ker nam ta kapaciteto same pretočnosti zapore zmanjšuje. Zdaj, ko je poletje pravzaprav že tukaj in z njim tudi dopusti, se to stanje, to letno povprečje kar malo spremeni. Drži, na določenih odsekih, predvsem primorske avtoceste, se pravi vse poti, ki vodijo proti morju, so dodatno obremenjene v poletnih mesecih. Upoštevati je, da se sicer nekoliko zmanjšajo dnevne migracije, ker pač tudi naši uporabniki avtocest koristijo dopust, so pa seveda tudi odseki, kjer dejansko bistveno upade
promet v času dopustov, poletnih počitnic, tako da tudi pri načrtovanju samih zapor to skrbno upoštevamo in naprimer na Ljubljanskem obroču se večja dela izvajajo praktično izključno v poletnih mesecih, ko je teh dnevnih migrantov najmanj. Najbolj obremenjenih odsekih, ki so praktično obremenjeni skozi celotno leto s prometom, ki ne omogoča več zožitev na en pas, naprimer, je potrebno tudi gradbena dela prilagoditi tako, da omogočimo dovolj veliko širino vozišča, da na tem delu vzpostavimo 4 prometne pasove, se pravi 2 v vsako smer. Kar pravzaprav pomeni, da je pred in za gradbiščem enako število prometnih pasov kot skozi samo gradbišče. Bi bilo oziroma bi pomagalo, če bi bil dodatni pas oziroma če bi, tako kot je vzor tudi v nekaterih drugih evropskih državah, bil odstavni oziroma čisto desni pas tudi normalno prevozen. Zdaj, za izredne dogodke je to zelo težko napovedati. Tak odstavni pas koristi predvsem na območju, kjer so prometni tokovi stalni, se pravi, da gre to za neke dnevne migracije, ki jih je lažje napovedati, lažje obvladovati. Zelo pomembno pa je, da je uporaba teh odstavnih pasov narejena na območjih, kjer so izraziti prilivi in odlivi prometa. Se pravi, samo na nekem daljšem potezu, sicer sredi primorske avtoceste, tak pas ne bi pripomogel, ker enostavno bi se zastoj iz neke točke ali pa zgostitev prometa prenesla na drugo točko. Pomeni pa občasna uporaba odstavnih pasov tudi precej konfliktnih situacij lahko, zato ker uporabniki vendar morajo vedeti, kaj v dani situaciji, kater del ceste lahko uporabljajo in lahko pride tudi do nekaj zmede pri samemu razvrščanju in posledično več konfliktnih situacij in seveda se vrnemo ponovno na zastoje in na v bistvu prometno varnost kot tako. Pri poletnih zastojih pa lahko veliko naredimo tudi vozniki sami. Če se spomnite ene izmed preteklih oddaj, ko smo govorili o fantomskih zastojih, smo govorili ravno o tem. Prilagojena hitrost in pa prilagojena varnostna razdalja in pa da ne firpcamo preveč, kaj se v delu na cesti pravzaprav dogaja. In pa se vsi sami pri sebi veste, da tisti fantje, ki v tisti vročini delajo na cesti, niso čisto nič krivi za zastoj. Pred kratkim je Miha Šalehar na Valu 202 poslušalce vprašal, kaj si mislijo o motoristih. Odgovore si velja poslušati za nazaj, saj so še en lep dokaz, kako počasi se v družbi znebimo zakoreninjenih stereotipov. In ko smo že pri stereotipih. Ne glede na to, kako širokega obzorja in nazorov smo lahko motoristi, ko pride do števila koles na motociklu, poznamo samo številko 2, ampak ne 2 kolesi spredaj. Niken, kar po japonsko pomeni 2 meča, je Yamahin poizkus razširiti obzorje motoristom in jih naučiti šteti do 3. Well, it was certainly not Yamaha's objective to go for 3 wheels. It was more like a solution. To give you a bit of insight, Yamaha was looking for a motorcycle that had a lot more cornering performance. So think of something conceptually, a motorcycle, but then all the sensations are amplified. So Yamaha was starting to think about that, and of course, as you know, as an experienced motorcycle rider, you know that if you want cornering performance, you need increased front-end grip, and came up with Yamaha's solution, LMW, meaning leaning multi-wheeler. So in the front 2 wheels. Leaning because we wanted to be a motorcycle. A bistveno je v resnici samo eno. Kako se Niken pelje? Odlično. Najprej preseneti lahkotnost upravljanja. Mogoče je tudi malo psihološka reč, saj je Niken na slikah videti veliko zajetnejši, kot je v resnici, in smo zato pričakovali večje obremenitve mase na prednji kolesi. In potem so tu ovinki. Najprej so občutki mešani, saj ne veš, kam v cesarstvu motorističnih čutil bi jih postavil. Ko pa se zgodi klik v glavi, in ta se zgodi v povezavi z iz ovinka v ovinek večjim zaupanjem v oprijem sprednjih koles, gre Niken v ovinke kot po tirih. Zaviraš lahko kasneje in globlje ovinek, z več zaupanja v oprijem pa močneje nagneš in tudi prej pospešuješ. Because of its characteristics, it is true that you can ride in a different way. With that front-end grip, you can have a higher speed in the corners. You can have a higher lean in the corners.
and that gives you a whole lot of confidence. Novo tehnologijo nagibnih koles LMW, Leaning Multi-Wheel, so naslonili na zelo svojevrstno izvedbo krmilnega mehanizma, ki deluje po Ackermannovem principu. Ta omogoča v zavoju optimalno pot tako notranjega kot zunanjega kolesa, ki sicer ne peljeta po enakem radiju. What is very particular about this leaning multi-wheel system is this part here, which is called the parallelogram link. And the function of this link is it will determine how the bike leans from side to side. Also, it holds the suspension system at the left side and the right side. So this is the key element of the leaning multi-wheel system. It's very rigid and determined in such a way that leaning and steering goes in a very natural way, like on a two-wheel motorcycle. We have a double upside-down front fork, and what is interesting to know is that both of the fork legs have different functions. The rear one has a diameter of 43 millimeters, and this has the function of suspension. Whereas the front of the tubes is 41, so it's a different specification, 41 millimeter, and the function of that fork, so leg, right and left, is to guide the whole front and also to support the damping function. When choosing for an LMW system, you add extra technology. There's an extra wheel, there's extra front legs, and there is this parallelogram link, and of course that is extra weight. To make sure that doesn't affect the whole weight balance of the bike, specific chassis has been chosen, and also what has been done is to place the handlebar a little bit backward with an offset construction. This means that the rider, when the rider is on the bike, he or she will actually sit a little bit more rearward. So with this, we ensure that the weight ratio with the rider on board is very, very close to 50-50, which is perfect for natural riding. XC40 je najmanjši Volvov športni terenec, ki se oblikovno skoraj v celoti naslanja na oba večja predhodnika. Že samo s tem so mu vrata do denarnic tistih kupcev, ki iščejo izstopajočo, a hkrati visoko kultivirano in prečiščeno dizajnersko govorico na pol odprta. Volvo se je nižjih srednjih razredov v preteklosti izogibal ali pa je vanje vstopal z zelo nišnimi produkti, ki niso pustili večjega tržnega pečata. V primeru XC40 ni težko napovedati, da bo ta tradicija prekinjena. Ponuja namreč visoko kakovost končne izdelave ter v kabini odlično premišljeno funkcionalnost in na dotik prijetne materiale. Še posebej hvalimo število, iznajdljivost in velikost različnih odlagalnih prostorov ter široke, čvrste in zelo udobne sedeže. Intuitivno in enostavno logično je upravljanje z velikim vmesnikom, ki z večfunkcijskim zaslonom na dotik kraljuje na z roko lahko dostopnem mestu na sredinski armaturi. Razočaran ne bo niti v velikosti in uporabnosti prtljažnega prostora, ki s 460 litri prostornine sicer ni med večjimi v razredu, a se v uporabniškem smislu odkupi z dobro urejenostjo ter domiselnimi rešitvami pregrajevanja. XC40 je od tal odmaknjen konkretnih 21 cm, a sta vzmetenje in krmilni mehanizem tako nastavljena, da ponuja tudi v hitro odpeljanih ovinkih zelo dolgo, nevtralno in predvidljivo lego. V primeru preizkušenega modela, ki je imel v paketu Air Design vzmetenje še nekoliko bolj trdo, se je to samo še bolj potrdilo, a je v tem primeru treba računati na manj udobno vožnjo čez različne asfaltne grbine. Podoben razmislek velja opraviti tudi pri izbiri motorja. Preizkušani 2-litrski dizel s 190 konjskimi močmi predstavlja vrh ponudbe, ki z močjo, udobjem, pa tudi povprečno porabo navduši predvsem pri avtocestnih dolgoprogaških izzivih, v počasni mestni vožnji ter pri pogostih postankih in speljevanjih pa deluje preveč robusten. XC40 je s čvrsto gradnjo, funkcionalno in udobno kabino ter številnimi asistenčnimi sistemi in izstopajočim skandinavskim dizajnom v premišljenem trenutku vstopil na trg modnih mestnih terencev, v katerem se brez ene same sence dvoma suvereno postavi med najdražje in najbolj premijske v mestu.
V nadaljevanju oddaje bomo naše čute priklopili na zdravniške naprave, za zabavo in za pogled v samovozečo prihodnost. Nadaljujemo tudi z našimi raziskavami vozniških navad v simulatorju. Spoznali bomo najnaprednejše pogonske agregate, v poletje pa se podali v svobodomiselno staromodnem stilu. Če že vsi zbirajo podatke, smo si rekli, da bi izbirali tudi mi. Seveda z vašo pomočjo. V Triglavovem Labu smo skrbno gledali tudi zato, da vas opozorimo na katere napake, kako gledate na cesto, kako ste zbrani in kako pričakujete nepričakovane situacije. Tisti, ki ste bili v Triglavovem Labu, ste že dobili nekaj koristnih informacij zaradi teh podatkov. Mi pa zdaj vemo natančno, kam gledate, v kakšnem trenutku, kaj se takrat dogaja z vašim telesom, kako močno ste zavili z volanom, kako močno ste pritisnili zavoro, in to so podatki, ki jih potrebujemo, zato da bomo več vedeli o prav naših vozniških navadah. In da bomo lažje pripravljali tudi kakšno akcijo. Vožnja avta nam je dnevna rutina in zato se ne zavedamo, kako kompleksna je lahko. Možnost spoznavanja našega vedenja in odzivanja na številne nepredvidljive situacije v kontroliranem okolju simulatorja je zato pomembna dodana vrednost za naše voznike. Na simulatorju zbrani in analizirani podatki so nam odlično vodilo pri iskanju načinov, kako nagovarjati najbolj rizične skupine voznikov, oziroma kako se lotevati nekih akcij, s katerimi bi želeli povečati varnost v cestnem prometu. Rešitev se ves čas razvija in jo nadgrajujemo. Trenutno jo uporabljamo za mlade voznike. Naš cilj je seveda, da jo uporabimo tudi na ostalih segmentih. Simulator v Labu pa nam omogoča tudi razne eksperimente na dejavnikih, za katere še ne vemo, kako vplivajo na varno vožnjo. In tu je naša vloga. Naša kot vloga ekipe avtomobilnosti, ki si izmišljamo zanimive cestne situacije, in vaša, dragi gledalci avtomobilnosti, ki kot udeleženci, se pravi naši asistenti, pri naših eksperimentih tudi pomagate. V preteklih 2 mesecih smo tako na našem virtualnem cestnem poligonu skupaj spregledali že 112 otrok, ki so skočili iz avtobusa. 69 motoristom smo končali kariero, če ne celo življenje, ko so se nagnili na naš vozni pas. 72krat smo spregledali žogo, mnogokrat gledali v napačno smer, se pozabili pripeti in tako naprej. Seveda so bile vse te nesreče usodne samo za piksle in megabajte, zato vas bomo v to varno okolje še povabili in se soočali s kritičnimi vozniškimi situacijami. V času poletnih počitnic boste za urnik teh eksperimentov izvedeli na naših spletnih kanalih, na MMC-ju, Facebooku in Instagramu. Na prvi tematsko usmerjen eksperiment pa vas povabim že kar zdaj. Tokrat bomo izmerili škodljivost japank, flip-flop ali kakorkoli že pravite tistim poletnim natikačem, ki se med vožnjo rade zatikajo med stopalke. Danes smo na poligonu v Lelystadu na Nizozemskem v depresiji, se pravi 6 metrov pod nivojem morja oziroma pod morsko gladino smo, ampak merimo pa ravno nasprotno, se pravi ne depresije, ampak buzz feelinge. Trenutke vznemirjenja, ki naj bi jih imeli v športnem avtomobilu celo več kot recimo ob gledanju najljubše nogometne tekme. In to je lepa nadgradnja tistega, kar ste testirali oziroma preizkušali v Triglavovem Labu na simulatorju. Fantje in dekleta so me opremili s takšnimi napravicami, ki merijo ne samo moj utrip, ampak tudi to, kako je moja koža pripravljena, ker bojda tudi, če se srečaš z levom, se koža oziroma celotno naše telo ne samo skozi pritisk in puls pripravi na to, da bomo leva srečali oziroma da bomo morali bežati oziroma se boriti. Tukaj pa je avto opremljen zadaj s super računalnikom, ki vse skupaj procesira, in pa z diodami, ki na zunaj kažejo ostalemu svetu, koliko sem jaz vznemirjen v sami vožnji, in poglejmo, kako pri tem športnem avtomobilu to dejansko pravzaprav zares poteka. A ste pripravljeni, da malo pohodim?
We've got you fitted today with a heart rate sensor on this wrist and a GSR sensor, which measures the conductivity in your sweat, which picks up the levels that change when your sort of stress levels increase or decrease. And then this raw data we send to Sensum's Cloud API, which converts it into a visual display on all of the windows on the outside of the car. But the others can see how my emotions change. Yes, so what we're seeing on the windows will be a live, completely personalised experience for you, the driver. Oh, just basically like this. Yes, Yeah. so we've got around 188,000 LEDs on here, and the graphics that are shown will show your state at that moment. So we've got calm to passive to excited, and also your engagement levels, so how engaged you are in a task. And this is all via these Bluetooth sensors, a phone connection, a cloud API, and then there's a high-power gaming PC in the boot as well, which is the software which converts all of that raw data into these visual graphics that you see on the screens. Raziskava naj bi pokazala, da samo še, če se pelješ v zabaviščnem parku s kakšnim dobrim vlakcem smrti, doživiš več občutkov vznemirjenja, kot pa, ko se usedeš v športni avto. Pred tem se skrijejo celo Igra prestolov, kar je mene zelo presenetilo, kakšna dobra nogometna tekma, celo poljubljanje ali pa tečaj salse. The bus filling meter sounds fun, but it takes us somewhere in the future, right? Yeah, I mean, well, it's all looking at how can we connect drivers and cars together. So for safety issues, if a driver is stressed or in some kind of medical emergency or something, a car would then know through sensor technology if there is an issue, and it could possibly either tell the driver to calm down, play some soothing music, even disengage the car and pull it over safely in case they're having some kind of medical emergency. Or tell the other drivers that the driver in front of you is having like emergency Yeah, issues. it's just yes, a connection between sort of driver and car and sort of getting man and machine working together. Which would be very useful with the era that is coming with self-driving cars. Yes, definitely. Zgodba tega športnega RS-a ima torej veliko globjo in resnejšo nalogo. A vendarle ne pozabimo osnovne funkcije. To je merjenje zabave. In veliko takšne zabave vam danes lahko ponudimo ne samo v vizualni, ampak tudi v povsem praktični obliki. In to že to nedeljo. Obiščite spodnjo povezavo in se prijavite. Med drugim boste lahko bus feeling doživeli tudi na desnem sedežu planiškega heroja. Med tokratnimi tedenskimi novicami naj najprej izpostavimo izbor motorja leta. 68 žirantov, med njimi tudi naš sodelavec Tomaž Porekar, je daleč največ točk podelilo Ferrarijevemu 3,9-litrskemu biturbo 8-valjniku. Na prvih 4 mestih je še Ferrarijev 12-valjnikov, Porschejev turbo in Teslin električni pogon. A množice k dejanju nakupa najbolj vabita lovoriki za tudi v naši oddaji že večkrat pohvaljena turbo 3-valjnika iz koncernov Volkswagen in PSA. Teden je prinesel tudi nov obraz Audijevih SUV-jev, uvaja ga veliki terenski kupe Q8. Tekmec iz Münchna predstavlja novo generacijo X5-ke. Ta prinaša predvsem evolucijo že znane oblike in tehnike, a tudi možnost 4-kolesnega krmiljenja. Videli smo Škodinega Cabrio Karoka, streho so mu odrezali študentje, pa tudi nekoliko moderniziranega Jeepa Renegade. Raziskava nemških sindikatov je ugotovila, da bo promocija električnih avtomobilov povzročila izgubo službe kar 75,000 nemških delavcev. In v Evropo si želi Waymo, Googlovo podjetje za razvoj samovozečih avtov, že išče evropskega partnerja. Konzervativnim voznikom pa bo verjetno zelo všeč novotarija, ki jo pripravlja Continental. Vizualno minimalistično prečiščena armaturna plošča namreč skriva prava stikala. Pojavijo se, ko se voznik s prstom približa, stikala tako izbočijo plastiko, da ima voznik dejansko kaj pritisniti.
Če smo tokratno vožnjo napovedali z vožnjo med zasneženimi hribi, pa jo vsaj zaključimo poletno, na morju. Vozili smo namreč klasiko. Harley Davidson namreč danes uživa sadove motivacijskega govora, ki ga je v 80. letih prejšnjega stoletja za Harleyjeve zaposlene imel takratni predsednik Ronald Reagan. Ko je šlo Harleyju najslabše, je namreč Reagan izjavil: "Tisti, ki pravijo, da ameriški delavci in podjetja ne morejo uspešno tekmovati s tujimi, delajo eno najstarejših napak na svetu." In besede so rodile filozofijo. Vse za svobodo, svoboda za vse. So we thought, well, the great thing to do would be to take some time. Time to really get involved with the bikes. Tako danes voziti Harleyja pomeni živeti mimo vseh časovnih in drugih primežev sodobnega sveta, torej svobodno. Sveta seveda ne moremo upočasniti, a vsaj v prihajajočih poletnih dneh velja Harleyjevo filozofijo vsaj malo ponotraniti. Namreč vzeti si čas zase na avto-moto način in se osvoboditi. Vsaj za čas vožnje. Podatki o nas, podatki iz avtomobila, podatki iz cestne infrastrukture, vse to je velika stvar, o tem bomo še govorili, ampak ne med poletjem. Med poletjem samo poskrbite, da boste dobro namazani s sončno kremo, da boste lepo hidrirali in pa seveda mi se vidimo jeseni, vmes pa spremljajte MMC, Poševnica avtomobilnost, YouTube kanal, Facebook in pa seveda Instagram profil. Čau! Srečno!